Dobro večer, ali se slišimo? Lepo pozdravljeni na današnji literarni kavarni v naši knjižnici. Jaz sem vesela, da vas vidim v takšnem številu in prepričana sem, da nas čaka en zanimiv večer, zanimivo sogovornico. Med nami pozdravljam našo gostjo, igralko in pisateljico Barbaro Cerar. Dober večer. Najlepša hvala za vabilo v vašo lepo knjižnico, v kateri sem prvič. Danes je tudi prav poseben dan, ta veseli dan kulture. Obeležujejo ga kulturne ustanove širom Slovenije in na ta dan predstavljajo svoje brezplačne dogodke. Praznovanju se pa s tem dogodkom, pa tudi z ostalimi, ki so potekali čez dan, pridružuje naša knjižnica. Kaj pa vi? Ste se udeležili kakšnega dogodka? Ste kaj posebnega počeli? Sem se udeležila enega posebnega dogodka, namreč predavam na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo in sem imela predavanja s prvim letnikom mladih igralcev, bodočih in režiserjev, bodočih upov slovenskega gledališča, bodočih igralk in igralcev in režiserjev. Verjetno ni dneva, da se ne bi kulturno udejstvovali, ne? Jaz bi vas najprej kar nakratko predstavila in bom prebrala, kar so mi posredovali iz Miš založbe, ki je izdala zadnji roman, vaš zadnji roman in da je tudi soorganizator današnjega večera. Takole so mi napisali. Barbara Cerar je na AGRFT diplomirala iz dramske igre in umetniške besede. 7 let je bila zaposlena v Slovenskem stalnem gledališču Trst, od leta 2003 je članica Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer ima status prvakinje. Je gledališka in filmska ustvarjalka, ki je za svoje delo prejela več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada. Od leta 2022 je docentka za dramsko igro na AGRFT. Leta 2023 je izdala svoj knjižni prvenec z naslovom Pretežno jasno. Rod je njen drugi roman. Tole je bila res zelo kratka in jedrnata predstavitev. A bi vi sami dodali še kaj? Ne vem, kaj za dodati, razen tega, da pač se mi zdi, da sem trenutno v obdobju, ko seveda moja največja ljubezen je gledališče, celo življenje se praktično že z njim ukvarjam, ampak lahko bi rekla, da ko sem bila majhna deklica, v bistvu je bila moja največja želja, da bi bila pisateljica. To je bilo še preden sem sploh se srečala z gledališčem, ker je bilo dosti pozno, nekje v 4. razredu, 5. osnovne šole so me peljali v mladinsko gledališče. In tam sem se pač zaljubila v gledališče in sem nekako to željo, da bi bila pisateljica, potlačila in je zamenjala druga ljubezen. In potem leta minevajo, v gledališču se je veliko stvari zgodilo, sem prišla na nek način, taka žlahtna, zrela leta, ko pa ta želja spet privrela na dan in ko sem nekako bi lahko rekla, postala tako pogumna, da sem se uspela lotiti te res moje zgodnje otroške želje. Pa se zadrživa še malo pri vašem poklicu. Kaj pravzaprav pomeni, da imate status prvakinje? Kako je videti vaš delovnik? To je dobro vprašanje. Status prvakinje, to je nek notranji pravilnik glede na nagrade in neke točke gre ta status prvakinje. Drugače se moj status ne razlikuje od statusa drugih kolegov in kolegic, čeprav je v drami, mislim, da rekordno število prvakinj in prvakov. Moj delovnik izgleda pač normalno, kot pri vsakem gledališkem ustvarjalcu, se pravi vaje zjutraj, vaje zvečer in potem predstave. Je pa res, da zdaj ne delam 4 predstav na leto, tako kot včasih, ko sem bila mlajša, ampak recimo 1 do 2. V kolikih predstavah pa trenutno igrate? A ste zelo zasedeni? Ne, trenutno igram v 2 predstavah. Nedavno smo imeli prvo premiero na velikem odru Litostrojskega odra
Otroci sonca Maksima Gorkega v režiji Pavla Maggelija in še eno staro predstavo imam še iz stare male drame, bodoče nove male drame, to je pa Te igre bo konec Matjaža Zupančiča. In igrate večkrat na teden zvečer? Ali, ste... Ne, različno. Recimo ta mesec imam samo dve ponovitvi Otroci sonca, ker potem so bile že druge premiere, Hrup za odrom, mislim, da se še Veliki diktator bo igral in tudi druge predstave v mali drami, tako da ta mesec imam samo 2. Potem imate več časa za pisanje? Kako v ta vaš delovnik umestite pisanje? Nekako najdem čas, ker, kot sem že omenila, imam 1 do 2 predstavi na leto, se pravi, imam sicer predavanja na fakulteti, ampak v bistvu dopoldneve sem pa prosta. In ponavadi zjutraj, rečemo, zjutraj po kavici, si vzamem tisto urico pa pol, 2 uri, recimo, za to moje ljubo opravilo. Se vsak dan ne gre, ampak nekako me je to prišlo v navado. Da se usedate za računalnik in pišete. Ja. Kako pa nastaja te vaše zgodbe, kako poteka ta proces? Ali si vi zgodbo zamislite že naprej, pa naredite neko shemo, ali to nastaja sproti? Glede na to, da sem izdala 2 knjigi, to zdaj nimam nekega, to ni zdaj nek opus. Različno je bilo pri obeh, recimo pri Pretežno jasno sem sedla in sem rekla, da vidim, če sem sposobna napisati roman in potem sem čisto intuitivno začela pisati, pojavila se je Olga, pojavili so se drugi liki in sem se v bistvu začela zabavati in nisem imela praktično nobenega načrta, kaj bo, sploh nisem imela nekakšen žanr bo. Moram povedati tudi, zakaj sem poleg te želje, ki sem jo imela kot otroka, da bi bila pisateljica, to se mi je zdaj tako fino. Sem imela v osnovni šoli enega izjemnega učitelja slovenščine, ki mi je rekel, preden sem šla iz osnovne šole, da mu moram obljubiti, da bom enkrat napisala roman. In zaradi tega, ker sem pač res dobre spise pisala po njegovem, in jaz sem to njemu obljubila. In zdaj, potem čez leta me je začelo malo preganjati to, jaz sem pa res njemu obljubila, in če sva se srečala, mi je takole naredil. Sem si mislila, kako bom jaz napisala roman, kje? No, ampak potem sem pa res nekako sem sedla in sem rekla, če on misli, da jaz sem to sposobna, pa da vidimo. No, in kot sem rekla, nisem imela nobenega načrta, nisem vedela, kakšen bo veliko, o čem bom pisala, kakšen bo žanr, kakšen bo jezik, da vidim, kaj pride iz mene, tako sem si rekla. No. In potem je začel vreti in buhteti in potem sem se začela zabavati, liki so prihajali in če ste prebrali Pretežno jasno, potem vidite, da je bil to en ekonom Lonc, ki ga je sam raznesel in so besede kar letele in letele ven. Pri drugi knjigi, pri Produ, je bilo pa že malo drugače, sem si pa postavila drug izziv, sem pa rekla, da vidim, če sem sposobna napisati eno zgodbo, ki je malo bolj komplicirana, ki obstaja na večjih ravneh, da je več različnih zgodb, ki se povezujejo in predvsem sem si želela napisati nekaj bolj poetičnega, ker v bistvu poetično mi je tudi najljubša v gledališču, mi je prav poetična drama, nekako poetično iščem tudi sama kot bralka pri drugih pisateljih, to me nekako najbolj nagovori in najrajše tudi to berem. Tako kot ste omenili, da sta knjigi popolnoma različni, obravnavate različne teme, odkot pa vi črpate te teme za svoje pisanje? Pa od povsod. Jaz povsod jih pobiram pri svojih bližnjih, tudi pri sebi, če kaj preberem, pri sosedih, ne vem, jaz ves čas zgleda opazujem in recimo že, če samo omenim junakinjo Olgo iz Pretežno jasno, sem potem, ko so mi vsi spraševali, pa kdo je Olga, pa kje si dobila Olgo, sem ugotovila, da je skupek enih mojih prijateljc, enih stvari, ki sem jih, ne vem, nekako doživela, s katerimi sem se srečala. Tako da, črpam iz tega tudi igralci, je del našega poklica, da opazujemo,
da opazujemo ljudi, življenje, čustva, pogovore. Mi pač smo natrenirani, da opazujemo, ker je to naš material. In to mi pri pisanju zelo prav pride. Potem je oblikovanje likov podobno pri na obeh področjih, pri garalstvu in pri pisanju. Ja, na nek način je, ne, samo da sem tukaj pač jaz avtorica teh likov, ne, v gledališču pa pač igram lik, ki se ga je izmislil nekdo drug. Morate vstopati v njega, ne? Mi smo letos septembra že gostili Vinka Möderndorferja, na nek način vašega stanovskega kolega, ki je napisal tudi spremno besedilo k vaši prvi knjigi. Kako to, da ste za ta prispevek ravno njega si izbrali? Ja, zato, ker sem si ga pač, ko sem napisala pol knjige pretežno jasno, sem vtipkala v Google, oprostite mi, kako izdati knjigo. Oziroma, kako napisati in izdati knjigo. In se mi je pojavil en prispevek našega cenjenega slovenskega pisatelja Miha Macinija, in sicer on je imel, mislim, da je bilo 10 točk, na kaj moraš biti vse pozoren, ko se tega lotiš. Ne vem, kaj je bila prva, ampak mislim, da je bila druga, poiščite si mentorja, ki vam bo pomagal pri tem, če to počnete prvič. In zadnja točka je bila, samo prosim, ne pisati meni, ker imam veliko dela. Preberite si, to je zelo, Miha Macin je to izredno duhovito napisal. No in potem sem rekla, ja, saj res, ne, jaz rabim mentorja, saj mogoče pa, saj nisem vedela, ne, mogoče pa to ni nikamor, ne. In potem seveda z Vinkotom sva sodelovala pri vsaj 4-5 filmih, zelo dobro se poznava. In ko sem razmišljala, kdo bi zdaj ta mentor bil, sem zagledala njega pač iz razloga, ker je on en zelo prvič izjemen umetnik, pisec, režiser, izjemen človek in predvsem on ti ne bo rekel, da je dobro, če ni. Ne. In jaz sem točno vedela, da če mi bo Vinko rekel, Barbara, viš kaj, daj, rajš se drž igralstva, jaz bi vedela, vedela sem, da mi bo po pravici povedal, kar mi gre. No in sem mu poslala tam mogoče 2/3, napisala sem mu, mislim, da je bil glih na pisateljski rezidenci v Parizu. Dragi Vinko, izbrala sem te za svojega mentorja, upam, da boš sprejel, in potem sem mu poslala to besedilo in zdaj si vi predstavljate človek, ki izda na leto toliko knjig, tako uveljavljen pisec, ne, sem vse roke tresle, ne glede na to, da se poznava. Poleg tega, kar ima že on vsak dan za delati, težko sem mu pisala, no. Ampak sem mu in mi je seveda takoj odgovoril in moram priznati, da tako kot mi je, kakšne maile mi je on pošiljal, kakšne dragocene pisateljske nasvete, enkrat mi je poslal, mislim, da se ne lažem, če rečem, da je bilo 40 strani. Ampak to, veste, ni bilo, on si je vzel čas in mi je dejansko na primerih hotel razložiti, pa kako on piše. Mislim, to ne moram opisati, kako lepo od njega, no? Kako mi je tako mentorsko res predajal svoje znanje. To je res ena velika zahvala Vinkotu za to. Ja. Zdaj, on nam je povedal, da je se predvsem poeziji posvečal že v gimnaziji, da je bila literatura v bistvu njegova prva ljubezen in je potem bolj ko ne po naključju prišel v gledališče. Ne? Tudi vi ste ravno kar omenili, da ste najprej hoteli biti pisateljica in šele potem vas je gledališče začaralo. Ampak on je bil najprej v poeziji, pesnik. Ne? Vaši deli sta obedve prozni. Pa ste vi kdaj razmišljali o kakšnih drugih literarnih zvrsteh, da bi se preizkusili? Ja, ne, jaz sem od 9. leta pišem poezijo v bistvu. In sem tudi ogromno te poezije napisala in potem, mislim, da sem imela eno slabo izkušnjo, še ko sem bila v Trstu, sem enega eminentnega pesnika prosila, če mi lahko te pesmi pogleda in sem si, mislim, da to že 20 let nazaj sem si želela izdati pesniško zbirko. No in potem je ta gospod
pač vse mi je prečrtal, pa vse mi je z rdečo popravil in potem sem pustila pesmi pri miru in sem jih vrgla v koš, se jih, pač stran sem jih vrgla in se nisem lotila sem se pisanja otroških pesmic, ogromno, pa tudi eno dramo sem napisala, pa mislim, ne vem, če mi je prav zelo dobro uspela. Ne vem, nekako kot da sem se pripravljala na to, da sem potem, ko sem se vprašala, kaj bom pa pisala, zdaj, ko sem obljubila, da bom napisala roman, roman, ne vem. To je prišlo kar samo od sebe, ne vem, kot da sem poezijo pustila v enih drugih časih, no, se mi zdi. Mogoče pa še pride, ne? Ne vem. Vi morate biti kot igralka, predvidevam tudi dobra bralka. Kaj pa najraje berete? Je različno v različnih obdobjih. Zdajle trenutno se navdušujem že nekaj časa nad Olgo Tokarčuk. Ta njen svet je res neverjeten, vedno znova me preseneča. Drugače pa se pravim, malo grem tudi po intuiciji, ne vem, grem v knjižnico ali pa v knjigarno in se malo takole, kaj me tako, malo se pustim, bi rekla, poklicati nečemu, nekaj, kar me pokliče s police, nekaj, kar mi reče, ali pa če mi kdo tudi priporoči kakšno dobro knjigo. Zelo različno. A sicer ste redno obiskovalka knjižnic? Ja, sem. Ja. Torej, o vašem prvencu smo že nekaj povedali. To je na prvi pogled lahkotna zgodba o Olgi Vrabec-Golob, ki jo po desetletju skupnega življenja zapusti mož, ampak kljub temu je pred nami zabavna pripoved, še posebej zaradi teh humornih likov, ki vstopajo v Olgino življenje, pa Olginega prav posebnega notranjega sveta. Prod, ki je letos šel pri založbi Miš, je pa nekaj čez drugega. Ne? Če se prva giblje med zabavnim, pa lahkotnim, mogoče že poletnim čtivom, pa resnimi življenjskimi temami, je pa Prod popolnoma drugačen in v njem se prepletajo 3 zgodbe, 3 ravni, kot ste že omela. Mogoče čisto na kratko, katere 3, pa potem vsaki poveva malo več. Ena zgodba je zgodba pripovedovalke, recimo mene, ki po enem zanimivem naključju prenavlja hišo svojega otroštva in se ob tem srečuje s spomini na pokojne, ki so živeli v tej hiši, z otroškimi spomini in nekako išče ravnovesje med tem, ko prenavlja hišo, išče ravnovesje in ta druga zgodba je, ki po mojem mnenju povezuje vse to, je najbolj poetična, je zgodba reke, ki je pač vsevedna, ki vse vidi, vse ve in je priča in sreči in žalosti človeških usod in zgodb skozi stoletja. In pač tretja zgodba je pa ta, bi rekla, malo pravljična zgodba, čeprav so v njej tudi kruti elementi. In sicer to je zgodba 2 mest, ki jo povezuje reka, mesto Kir in mesto Lep, v mestu Kir vlada zlo in zloben tiran in reka v mesto Lep naplavlja begunce, ljudi, ki bežijo iz mesta in v mestu Lep jih sprejmejo, medse in jim pomagajo. In v tej zgodbi je tudi zgodba Torvalda, osamljenega moškega poznih srednjih let, ki je vse to, kar si želi, da bi bil sam, da bi živel sam mirno v svoji hiški, ampak mu življenje ves čas prinaša ljudi na pot, ves čas mu prinaša otroke, za katere skrbi in na nek način to tudi postane njegova usoda. Lepo, hvala. Zdaj bi se pa kar lotile, tako kot smo se dogovorili, najprej prve, oziroma v vašem vrstnem redu 3. pravljične zgodbe.
bi vas prosila za tale odlomek, da ga preberete. Torvald stoji na bregu reke in lovi ribe. Zraven njega se na produ igra deklica s kratkimi svetlimi lasmi in prevelikimi hlačami. Pomaha mu in mu pokaže deščico, ki jo je našla. Nasmehne se ji in pomaha nazaj. Reka mu je vzela Ino in zima mu je prinesla drugo deklico. Naučil se je smehljati, nikoli si ni oprostil mrkega obraza. Smehljal se je deklici, smehljal se je za Ino in za vse zamujene poglede. Ljubil je reko, dajala mu je hrano, dajala mu je vodo, vzela mu je Ino, a še vedno jo je ljubil. Vanjo je izlil vso svojo bolečino in ona ga je potolažila. Dala mu je ribe in sončna jutra. In nekega takega jutra mu je Irma prinesla deklico. Sama je rekla, pomagaj, Torvald, skupaj vama bo lažje. In deklica je ostala. Irma skrbi za nikogaršnje otroke. Na puščobni zemlji se pojavijo in nihče jih ne išče. Vzame jih k sebi domov in skrbi zanje. Če jih je preveč, jih preprosto pripelje tja, kjer se ji zdi, da imajo prostor še za enega. Hiše so oddaljene med seboj in ljudje imajo preveč dela z zemljo, da bi se srečevali. Hvala lepa. Torej, kot ste omenili, pravlična, mistična, tudi poetična zgodba, ampak kot v vsaki pravljici, tudi v tej nastopajo zlobneži. Odkot navdih, ideja za to pripoved? Ne vem, iz domišljije. Iz domišljije in hkrati tudi iz naše resničnosti, iz zla, ki ga beremo, ki ga gledamo, ki smo mu priča, seveda prevedeno v neko imaginarno mesto, v neke imaginarne osebe. Ne? Vpletate pa noter tudi znane pravlične elemente, ne, ki ste jih izčrpali kaj iz ljudskih pravljic, skrinjica, pa brat in sestra, ki se po dolgem času srečata. Verjetno, ja. Verjetno sem pletla zgodbo iz nekih, če lahko rečem, intuitivno in nezavedno sem jih vlekla te motive, mogoče iz vsega, kar sem prebrala, pa kar se me je dotaknilo in sem jih sešila v to zgodbo. O branju tega dela, ki je tudi v bistvu najbolj obširen del vaše knjige, ima človek tak občutek spokojnosti, no, se mi zdi, ko ta del, te poglave prebira. Malo drugače pa potem pri drugi zgodbi, ki se dogaja v sedanjosti, kjer ta prvoosebna pripovedovalka prenavlja hišo, ne, in ji prihajajo na misel spomini ob fotografijah, ob predmetih, ob kosih pohištva. A ima ta zgodba kakšne avtobiografske elemente? Ja, seveda, ta zgodba ima veliko avtobiografskih elementov in hkrati seveda tudi veliko domišljijskih in fantazijskih. Ene stvari dejansko sem prenavljala hišo, no? In sem veliko stvari, ki jih opisujem, tudi v resnici počela, kot je restauriranje pohištva, no? Tista omara, ki je notri, in to seveda se pa vse to potem romaneskno z domišljijo prepleta, ne? Ampak so seveda nekako sprava z otroškimi spomini, no, v hiši, kjer si odraščal in jo prenavljaš, da boš ti zaživel neko novo življenje, in spomini na ljudi, ki jih ni več, spomini na dogodke, a ne, to so vsi, se mi zdi, so te otroški spomini nekaj, kar zelo močno doživljamo preko predmetov, preko pohištva, če hočete, preko nekih vonjev, ki se jih spomnimo, ne. V obeh pripovedih gre nekako za potovanje v preteklost, v eni sicer v bolj to domišljijsko, v drugi osebno preteklost. A so to teme, ki vas še posebej privlačijo, ali je to zgolj naključje? Očitno sem v letih, ko me zelo zanima ta tema
poslavljanje od spominov, ali niti ne poslavljanje, sprijaznjenje s spomini, sprijaznjenje z dogodki, z odhajanji, s smrtjo, če hočete. Ne? Verjetno me res v tem hipu to nagovarjano. Tretja zgodba, najbolj poetična, kot ste omenili, tako da bi vas prosila še za en odlomek, da malo začutimo roman. Reka se je leno zibala. Tako je bilo videti na površini. V notranjosti pa so se bojevali tokovi. Vrtinčili so se drug okoli drugega in trgali mulj z rečnega dna. Voda v globinah je bila motna zaradi peska in raskava. Ruvala je kamne stal in jih zaganjala v tokove. Z obale je prinašala prot in ga vlekla vase. Z blatom je obrizgala skale v svojem trebuhu. Svoje vrtince je razbila vanje, da bi jih zlomila. Po svojem dnu je premetavala smeti, kot da išče izgubljeno dragocenost. V njenem drobovju je bobnelo in ribe so bežale pred vrtinčastim prodom. Včasih se je katera ujela van in zmel jo je, kot da bi jo prigriznil z zobmi. Okroglasti kamni so se v globinah spremenili v ubijalce, tolkli so in mleli vse, kar jim je prišlo na pot. Obkolili so staro potopljeno veslo in ga raztrgali na kosce. Pojedli so odvrženo pločevinko piva, ribiško palico, ki jo je nekdo pozabil, plastično kanglico, ki jo je odneslo z nedeljskega piknika, robček, v katerega se je useknil moški, ki je jokal na bregu, natikač, ki se mu je strgal jermenček in ga je lastnik jezno vrgel v vodo, izgubljen kos obleke po strastnem srečanju, majhen otroški čevelj, ki je padel z noge, ko je bežala. Hvala lepa. Torej, reka ima zelo veliko vlogo tudi v obeh preostalih zgodbah, v obeh se pojavlja. Hkrati pa je tam od nekdaj nema priča preteklih, sedanjih dogodkov in bralcu pripoveduje svojo zgodbo. Kaj bi rekli, kaj simbolizira v bistvu ta reka v vaši knjigi? Ja, v moji knjigi je reka personificirana, je, na nek način ima človeške lastnosti. Zame osebno, pa ne samo reka, ne, je pač mogoče celo reka najbolj, no, ampak predvsem narava nekaj, kar nam nudi sidro, nekaj, kar nas tolaži. Na nek način je tolažba, ki ne glede na to, kako se človek počuti, kaj hudega se mu zgodi, vsaj po sebi sklepam, no, grem do reke, grem v gozd in prejmem to neko energijo, to neko, daje mi ta nek občutek varnosti, ta nek občutek tega vse prisotnega, če hočete, da rečem nekaj božjega, nekaj mističnega in božjega. In reka in drevo in se mi zdi, da reka je tukaj nekaj božjega, neka nema priča življenja, mnogih življenj, ki so pretekla, ko so se generacije obrnile, ampak mi počnemo pa vedno enake napake, a ne, enake stvari in vedno ljudje jokajo ob bregu, se smejejo ob bregu, se ljubijo ob bregu in vse te usode, ta nek občutek me vedno presune, no? In ob reki in v naravi, ne? Ona je tam, ta drevo je tam, ko nas ni bilo, spet govorimo o nekem minevanju, ne? O nekem, ampak ja, lahko bi rekla, reka je tolažba. Pa bi lahko dogajanje v vašem romanu, oziroma kako bi ga lahko usporejali z aktualnim družbenim dogajanjem? Pa tega na nek način niti nočem. Zaradi tega, ker se nam je vsem jasno, kaj se dogaja. Ne? Mislim, ravno zato sem postavila v neko izmišljeno
zgodbo, ki se je dogajala leta in leta nazaj, kjer ni civilizacije in tako naprej. Mislim, da ni potrebe. Zaradi tega, ker vsi vidimo, kaj se dogaja. Vsi gledamo poročila in ni potrebe, da komentiram. Ampak ob branju tega vendarle pa človek ne more, da ne bi usporejal v bistvu z aktualnim tem dogajanjem, z begunci, z rekami, ki ločujejo in tako naprej. A je vedno, po vašem mnenju, pisanje nekako povezano s trenutnim družbenim stanjem? Glede na to, da smo ljudje, ki pišemo, del teh dni, v katerem se doživljajo te katastrofe, da to čutimo, beremo, gledamo, o tem razmišljamo, se potem avtomatično, po moje, to prenese v knjige, ker ne more biti drugače, ker to je naša reakcija, to je naša reakcija na to, kako nas v bistvu nekaj te prizadane, vsak ima neki, en gre, ne vem, teč, en gre to, mi pa, ko začneš pisati, to privre ven, zaradi tega, ker mora, ker je to neka oblika ali upora, ali tega, da jaz lažje preživim, da na nek način to ubesedim. Ne vem, če ima smisel, kar sem povedala, ampak to dihamo in prežeti smo s tem. Ne? In jaz mislim, da je nujno, da se to zgodi. Težko bi se od tega ločili. Težko se to ne bi zgodilo. No? Kaj pa slog? Ste ga med prehajanjem med vsemi temi tremi zgodbami kaj spreminjali? Ste želeli tudi s tem ločati vse tri ravni? Mislim, da ja, ampak ne tako v veliki meri. No. Tako se mi zdi, da ja, da ta del z reko je malo bolj poetičen, ta del s Torvaldom, recimo, da je malček arhaičen, ta sedanji del je pa dost sodoben, čeprav ne preveč. Ne? Tako da se mi zdi, da niso take v nebo vpijoče razlike, no? Da bi te streslo, ko bi bral. Ne? Ampak so razlike. Ja. Je opazno, da se prehaja med vsemi tremi ravni. Kot ste rekli, vam pisanje neke vrste užitek, ne? Ob kateri knjigi ste pa bolj uživali, ali mogoče uživate v tisti, ki jo pišete trenutno, če jo pišete? Pa tako, uživam takrat, ko pišem, a ne, vsaka knjiga, vsako pisanje do zdaj je bilo od velikega užitka do velikega strahu, do velikih dvomov, do nesamozavesti, do navdušenja, super je, naslednji dan prebereš, ne, grozen je, ne. Vse je nek čustveni vrtiljak. Mislim, čustveni vrtiljak, ampak v dobrem smislu, ker to želim početi, ne, ker ni, da me nekaj prisiljuje, a ne, ampak to počnem res iz želje po novih izzivih, pa da raziskujem neke nove pokrajine. No. Koliko je pa teh popravkov, pa spreminjanja, pa popravljanja? Zadnjič sem poslušala en intervju s slovenskim pevcem, ki je tudi avtor pesmi, pa ga je novinarka vprašala, kako dolgo traja, da napiše eno pesem, pa je rekel, da tiste dobre napiše v pol minute. Za tiste bolj povprečne pa rabi več časa, ne? Verjetno ravno zato. Koliko je tega, veste, pisanja po navdihu, ne, pa tistega, da res obrtniškega dela? Ja, po moje kar pol, ne. Mislim, ker ravno zato imamo ta lep poklic urednik, urednica, ne, ti potrebuješ druge oči, potrebuješ oči nekoga, ki se s tem ukvarja in ta ti lepo pove, tukaj ni v redu. Ti včasih pišeš po navdihu in potem vidiš drevo, ne vidiš gozda, ne vidiš nič več. Ti na koncu, jaz ko oddam, jaz nič več ne vidim. In potem, ko mi urednik, urednica lepo napiše, tukaj pa
tole pa ne bo šlo, a ja, ne vidiš več, res, ker se skozi bereš to isto besedilo, skozi se s tem ukvarjaš, da res ne vidim, jaz ne vidim nič več na koncu. Šele potem z distanco, s parimi meseci, pa s pogovori o tem, kaj bi bilo treba popraviti. Ja, ta del je malo manj zabaven kot tisti prvi, ja, to je res, ja. Je malo bolj, zahteva malo več prisilnega sedenja, ne? Zdaj pa moram to narediti, ja. Kakšni so pa odzivi na vaše knjige med vašimi prijatelji, sodelavci? Ja, ne, lepi odzivi, sploh na začetku, ker jaz nisem razlagala, no, da bom izdala knjigo, razen trem prijateljicam, ki sem jim tudi že, trem mojim kolegicam, soigralkam sem že prej dala za prebrati ta prvo. Preden je išla, nisem kaj dosti govorila, da bo, in so bili zelo presenečeni, ampak odzivi so bili res lepi in so tudi prebrali tudi zaprot, ne. Tako da, ja, sem vesela. Vam je dal zagon za naprej, ne? Pišete kaj novega? Ja, nekaj se pripravlja, nekaj se peče, ampak je še v pečici, pa bo še kar dolg. Okay, bomo počakali. Nekaj časa bo še. Zdaj bi pa jaz povabila še vas, dragi obiskovalci in obiskovalke. Knjigo smo uvrstili tudi na seznam naš branje za bralno značko. Jaz sem prepričana, da je kdo izmed vas jo tudi že prebral. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, izvolite. Jaz nimam vprašanja, ampak ko sem brala del o reki, sem neizmerno uživala. Jaz sem od otroštva živela v Kamniški Bistrici, tako da sem prav doživljala, prav videla vse dogajanje. Kar pište pesmi, to je zelo pojetno. Hvala. Hvala lepa. Še kdo bi kaj vprašal? Jaz sem pa pred kratkim pogledala film o Pšati in ko vi opisujete to reko, jaz vam povem, jaz sem videla tisti film, tisto živahno vodo, kako gre. Tako lepo ste napisala, res moram hitro dobiti knjigo, da jo preberem vso. Hvala. Ste opisali kakšno dotično reko? Čist konkretno reko, kjer se tudi vsak dan sprehajam, ker živim zelo blizu reke. Lahko vam povem, da je Sava. Se je Kamniška Bistrica, se pa vanje izgleda. Smo naprej skupaj. Še kdo bi kaj pripomnil, vprašal, povedal? Potem se vam pa jaz najlepše zahvaljujem za tale zanimiv pogovor. Jaz sem prepričana, da ste izvedeli marsikaj novega. Kdor še ni knjige prebral, lepo povabljeni k branju in k branju tudi vseh ostalih knjig na našem seznamu in tudi k obisku naše knjižnice in naslednjih literarnih prireditev, ne? Tako da hvala lepa za obisk še enkrat in lep večer. Hvala vam. Hvala.